Ob mesecu oblikovanja v Ljubljani smo z ekipo avtomobilnosti prišli v mesto oblikovanja, kjer, dragi gledalci in gledalke, ne boste verjeli, najdete marsikaj zelo zanimivega, tudi kar se tiče same mobilnosti. Ja, odkar se ukvarjam z oblikovanjem, se mi zdi, da je naša elitna garnitura gospodarstva poročena z mobilnostjo. Tako da, če že štartamo pri Elanu, je neka vrsta mobilnost tukaj. Pa če nadaljujemo potem pri Boscarolu oziroma Pipistrelu, Akrapoviču z njegovimi Auspuchi, zelo tehnološka firma, pa se potem še sprehodimo do Adrie Mobil, ugotoviš, da je ta elita, ki jo Slovenija kot izvoznik, kot segment izvoznega gospodarstva premore, povezana z mobilnostjo. In na koncu koncev se mi zdi, da je koncept mobilnosti itak naša usoda ali pa naša prihodnost in na koncu koncev je tudi naše mesto oblikovanja, mobilno mesto. Ljudje, ki se ukvarjamo, in jaz sem eden tistih, ki se ukvarjam z oblikovanjem arhitekturo in na koncu koncev, če posplošim, je to estetika. To ni nekaj, s čimer smo se rodili, to je nekaj, kar smo si morda pridobili v družini ali pa privzgojili zaradi neke poslovne poti. In ko postaneš občutljiv na proporce, se ti proporci, recimo, to je eden od elementov dobrega oblikovanja, prenesejo tudi na blagovno znamko in vidiš več kot zgolj blagovno znamko. Vidiš tudi tisto, kar ni blagovna znamka. Vidiš kvaliteto v sliki, ki ni nujno, da je to Van Gogh, pa veš, da je kvalitetna. To pomeni, znaš presojati, kaj je lepo in kaj ni lepo. In ko imaš enkrat to v sebi, mislim, da je to del tebe in s tem lahko hodiš kot z nekim kapitalom, ki ga imaš in z lahkoto presojaš avtomobile. Če smo torej tokratni preizkušeni avtomobil našli tudi v mestu oblikovanja kot primer dobre prakse, to pomeni, da naš komentar na samo obliko nikakor ni potreben. In naj dodamo, da se bo 16. novembra v ta dizajnerski brlog pripeljal še en skandinavski oblikovalski dosežek, novi XC40. Že vsaj odkar Volvo izdeluje SUV-je, je deležen navdušenja med družinami. Saj njegovi terenci niso terensko okorni, nikakor ne repersko nastopaški, tudi ne ameriško požrešni. In poleg slovesa družine prijazne, pozitivno naravnane znamke so Švedi z aktualnimi modeli okrepili tudi svoj premijski imidž. Novodobni Volvovi SUV-ji zdaj mikajo tudi vse tiste, ki so nekdaj prisegali zgolj na 3-krako zvezdo, 4 kroge ali bavarski propeler. S pohvalami nismo varčevali pri XC90 in tudi pri XC60 ravno tako ne bomo. Prvo dejstvo, ki ga v tem manjšem bratu zazna voznik, je, da je izredno lahkoten. Užitek ga je voziti po mestu, užitek ga je voziti umirjeno, avto je resnično nadpovprečno udoben, sedeži so vrhunski, masažna funkcija, ena najboljših, kar jih je bilo moč dobiti ta hip. Navdušenje se nadaljuje na avtocesti, kjer je nadpovprečno tih in spet resnično udoben. Izvrsten potovalnik je tudi po zaslugi vrhunskega zvočnega sistema, ki sicer bolj kot simulacijo göteborške koncertne dvorane navduši s svojimi bolj nevtralnimi zvočnimi programi. Preizkušeni XC60 ponuja tudi izbirnik voznega režima, a po našem mnenju nekoliko nepotrebno, dovolj bi bil en sam. Recimo program Offroad boste vključili kvečemu v snegu. Je že res, da je XC60, tako kot marsikateri konkurenčni izdelek, zlahka opravil z našimi testnimi klanci, a nekako ta avto značajsko ne paše na teren. Še celo Volvo ga niti v svoji propagandi nikoli ne pokaže v slabih pogojih. In roko na srce, XC60 je tako prijetno udoben, da ga tudi v kako dinamiko ne boste prav pogosto silili. Saj se je dovolj dobro odrezal tudi v tem pogledu, a sam avto s svojim tihim karakterem pravi, da se dajmo umiriti. Volvo v svojih vozilih ponuja tudi Pilot Assist. To je sistem, ki združuje funkcijo aktivnega tempomata in pa ohranjanja znotraj voznega pasu. Stvar pride zelo prav, predvsem v prometnih konicah, ko nam ni treba non-stop zavirati in pospeševati in avto pelje sam, tudi sam pospešuje in zavira. Če se avto ustavi za manj kot 2 sekundi, potem bo avtomatično, ko bo vozilo spredaj speljalo, tudi sam pospeševal. Če pa stojimo dlje kot 2 sekundi, potem pa imamo 2 opcije. Ena, da z nogo rahlo pobožamo stopalko za plin in druga, da samo pritisnemo gumbek Resume.
To deluje tako dobro, da praktično bi voznik lahko mislil, da gre za samodejno vožnjo. Seveda pa tega ne gre zlorabljati. Še vedno ste vi tisti, ki morate imeti kontrolo nad volanom, nad vozilom in gledati ter biti pozorni na cesto in promet. A vrnimo se k lahkotnosti. Prav v lahkotnosti vožnje je XC60 v prednosti pred XC90, ki pa seveda odpravlja tudi kakšne pomanjkljivosti manjšega modela. Tokrat smo si namreč poleg odličnih sedežev zadaj zaželeli tudi večjega, bolj družinskega prtljažnika. In glede na to, da je ponudba opreme v obeh modelih praktično enaka, je izbira torej povsem logična. Če vaša družina šteje več kot 5 oseb, potem bo za vas XC90, sicer pa manjši model. Poslovnega šarma in poslovnega statusa imata namreč oba enako.